Mark, če bi sam sebe predstavil, kako bi se predstavil? Ukvarjam z vizualno umetnostjo, pa poskušam znotraj tega polja iskati en prostor svobode. Zdaj ti predvsem si vizualni umetnik, ne? Si slikar po izobrazbi? Po izobrazbi, ja, študiral sem slikarstvo 4 leta na akademiji, pa sem delal magisterij iz novih medijev pri Srečo Draganu, tudi na akademiji še. Pa sem v Belgiji delal študij transmedije 2 leti, kar ja, je mogoče ena mešanca vsega tega. Zdaj se pa ukvarjam z različnimi mediji, od performansa do slikarstva, do videa, risbe. Dejansko se ukvarjam z odprtim poljem medijev in jih uporabljam na način, da v bistvu, kadar je potrebno katerega uporabiti, se oprimem tega. Bi svojo pot, svoje delovanje opisal tudi kot raziskovanje? Jaz mislim, da je en zelo velik element tega notri raziskovanja. Kaj so teme tvojih raziskovanj? Rekel bi, da razumevanje okolja, v katerem živim ali pa v katerem delujem, iskanje enih resnic, sistemov, v katere smo vpeti noter. Ti je to tvoje delo doslej prineslo tudi kakšno, bom rekel, spoznanje, novo, zanimivo, kar je mogoče spremenilo tvoj pogled na vse skupaj? Mislim, da vsako delo prinese eno novo spoznanje in mogoče en nov odnos do sveta pa do okolja, v katerem živim. Katerega bi si, recimo, če bi kjerga izpostavil, bil kakšen takšen kot zanimiv ali pa kot nekaj, kar je naredilo zelo velik vtis na tebe? Mogoče zadnji projekt je bil recimo, da osebno najmočnejši, je bilo celotno popotovanje po reki Mississippi čez 10 različnih zveznih držav v, rečemo temu, da manj znanem delu Amerike, pa manj dostopnem, pa ne tako javno oglaševanem. In v bistvu primerjati realno sliko Amerike, te, katere sem jo doživel, z tem, kar je oglaševano ali pa kar sem prej doživel v New Yorku, pa po nekih bolj znanih predelih Amerike je pač ena popolna razlika. Odkot ideja? Ideja je bila v tem, da sem imel ves čas občutek, da obstaja ena romantizacija Amerike, pa na tak način se je doživljal čez celo svoje odraščanje. Sploh zaradi pač tega, ker sem odraščal v obdobju socializma in se mi zdi, je bila v Jugoslaviji ali pa v Sloveniji prisotna ves čas ta ideja romantizacije Amerike, pa potem tudi v bistvu čez vse filme, čez zgodbe Mark Twaina, Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Pa je bila želja, pač mislim pa tudi seveda z zdajšnjo politično situacijo, prejšnjo še, pred Bidenom, spravi s Trumpovo Ameriko, raziskati to in to doživeti v živo. In do kakšnega spoznanja si prišel? Je Amerika zemlja mok sna? Ne, ni to zlato, što se ne. Pripravljaš pa v sodelovanju z Mini teatroma, nekaj svojega. Ti si tam zdaj nekakšen hišni scenarist, je malo prej rekel Robert Walter. Ne scenarist, scenograf. Pa jaz tudi mislim, da ne hišni. Pač, da sva ugotovila, da v roku 6 let smo sodelovali 5-krat že pri različnih predstavah, tako za otroke kot za mladino. Začeli smo s prvo predstavo, ki je bila Test, takrat v režiji Ivice Buljana, kjer je bila razdeljena na 3 dele, rečemo temu. Prva stvar je bila delo na Silbi, na otoku. In je bilo neverjetno, ker je bil tudi prostor popolnoma drugačen, publika na drugačen način, treba je bilo poiskati prostor v realnem okolju, kjer se bo celotna predstava zgodila, na kar se je ta stvar potem predstavila v Zadar.
tekom festivala Zadar Snova v cerkev zapuščeno. In potem celoten prenos tega procesa in dela in v bistvu vseh teh izkušenj, ki smo jih imeli v realnem prostoru, pa v nekih specifičnih lokacijah v gledališče, ker je bilo pa treba začrtati to, da bo pa enostavno možnost ponavljajoče predstave. Tada, to je bilo prvo sodelovanje, ki je res na mene v bistvu pustilo en zelo močen pečat zaradi vseh teh igralcev, tudi s katerimi smo sodelovali skupaj, pa zaradi Robija, pa zaradi Ivice, je bilo super. Naslednje je bilo potem, vse smo potem delali Natanove otroke z Robijem, potem smo delali z Alenom Prosičem, potem smo delali z Ivico, zdaj pa delamo na Trnuljčici. In mogoče, kar si prej rekel, če je zdaj čas za potovanje okrog sveta, ni, je pa mogoče čas za potovanje v ene mišljijske svetove. Jaz drugače nikoli nisem prej delal za lutke, in ta možnost, da lahko zdaj delam za lutke, je neverjetna, ker dejansko na eni mali površini, da je 1,20 krat 1,20 m, je možno postaviti popolnoma nov svet. Za kombinacijo različnih medijev, se pravi z klasičnimi lutkami, katere se povezujejo z risbo, se povezujejo s televizijskim ekranom, se povezujejo z animacijo, se povezujejo tudi v bistvu z direktnim performancem, kateri bo izvajan v živo na odru, z lutkarjem, kateri se tudi v bistvu tu vzpostavi zraven, z pozicijem na sceni, kjer dejansko je celotna scenografija kot objekt, kot kip, kateri lahko deluje samostojno, ne glede na to, v kateri prostor ga postaviš. Ampak to bo predstava za otroke, a ne? Ali ne? Jaz mislim, da na vsak način je predstava za otroke, ampak po mojem vsako predstavo za otroke lahko gledajo tudi odrasli. Pa misliš, da bodo otroci imeli poseben odnos, mogoče ravno zaradi te multidimenzionalnosti na nek način? Jaz mislim, da Jih bo to pritegnilo? Mislim, da otroci v tem trenutku zaradi, ne vem, telefonov, oglasov, poplave v bistvu vseh teh socialnih medijev, nujno potrebujejo takšen pristop, ne. Jaz mislim, da želel bi si, da se še lahko imajo odnos do klasičnega lutkanja in predstave, jaz mislim, da je bilo to super, ampak na žalost se mi zdi, da je potrebno igrati tudi na njihove čute iz nekih drugih vidikov še, da jih poskušamo vpeljati noter, pa jih pripeljati do tega, da jim podamo to vsebino, katera se nam zdi potrebna, da bi jo videli. Ali moraš biti tudi ti otrok, da se lahko na to pripraviš? Če po resnici povem, zdajle, ko to delam, ja, se počutim, kot da se igram. Ampak mi je to eno največje veselje, zato ker dejansko sestavljam maketo, gradim celoten ta kip, kot bi gradil maketo za vlake. Tako ja, če lahko vse noter še odkrijemo te otroke, je to super. Kdaj bi naj predstava ugledala luč sveta? Mislim, da sigurno še letos, seveda, če nas odprejo, pa če nam dajo možnost tega prikazovanja. Ampak takoj, ko bo mogoče, ne. Drugače pa to ni zdaj tvoj edini projekt, a ne? Tukaj pri nas še, mislim, da imaš še razstavo, a ne? Te bi mogel pa odpreti z soavtorjem Maksimom Bertujem, projekt Hogshead 733 v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi. Bomo razstavo postavili in čakamo pač na trenutek, ko se bo to lahko odprlo. Kaj ta projekt predstavlja? Pri tem projektu sva z Maksimom Bertujem kupila jadrnico, katera je bila narejena leta 1942, še vedno takrat deloma iz belega hrasta, kateri je bil v bistvu ves čas uporabljen za izdelovanje jadrnic. Po industrijski revoluciji
začeli ta les uporabljati za izdelavo sodov za viski in za vino. Potem so midva kupila to jadrnico, ki je bila obsojena na propad na francoski obali, jo dekontaminirala z peskom pod visokim pritiskom in z ledom minus 90 stopinj. In z njo sva odplula ta jadrnica, sem to dovoljen, da je bila dolga 6 metrov, in sva potem z njo odplula iz Francije do otoka Ajla na Škotskem, kjer sva to jadrnico razrezala in iz nje naredila 2 soda za viski, ki sva potem napolnila s 11 let starim single maltom iz destilarne Bunnahabhain. In to potem ta viski prodala in tako financirala projekta, ne? To je bil marketing plan. Ja. Se je izšel? Izšel se je v tem, da so pokrila stroške projekta, deloma. No. Svoje performance projekte, koliko jih izvajaš doma ali pa v tujini? Kje te je več za videti, spoznati? Poskušam ves čas v bistvu držati eno linijo še vedno za Slovenijo. Da mislim, da so vsi projekti ves čas predstavljeni v Sloveniji, potem pa grejo glede na povabila pač tudi v tujini. Ampak vse je še vedno predstavljeno. Zdaj, omenil si že prej, da si v enem projektu plul po Mississippiju, drugem si plul iz Francije na Škotsko, ne? Precej pluješ, plutje oziroma voda, morje, čolni, ladje. Odkot to? So del ene niti, katera pelje čez te projekte, ampak ne namensko. Ni, da bi se zavestno odločil, da v bistvu samo to zaradi plovil, ni bila izbira namenska. No, stvari so se pač dogajale na ta način. Možno, da je pač element vode povezan s tem, ker je še vedno en prostor, kater ni tako omejen, ne glede na to, da tudi na vodi obstajajo meje, zapore, so mogoče vse navidezno manj vidne. V bistvu večji občutek je svobode pa gibljivosti. Pa še malo pustolovščine. Gibljivosti. Pustolovščine pa ja, mislim, da pustolovščina je lahko tudi na kopnu. Kakšni so kaj prihodnji projekti, ki jih imaš v glavi, že imaš kaj? Za čas po koroni, recimo? Zdajle v tem trenutku zaključujeva z Maxom ta projekt z Mississippijem, ki gre v bistvu zdajle za montažo teh stvari in potem delo na tem projektu na ta način, da naj bi bil prikazan v New Orleansu, v New Orleans Jazz Museumu na koncu tega leta. Na način, v bistvu, da je film, kateri ima živega naratorja v povezavi z glasbo. Naj bi sodelovala z enim ameriškim performerjem, Davisom Freemanom, v kombinaciji še z glasbeniki. Tada zdaj teče intenzivno delo nad tem. Če se vrnemo malo nazaj k temu projektu Mississippi, to je bil projekt, ki je trajal 7 let, a ne? Ne, Mississippi projekt traja zdajle že 3 leta. 3 leta? Ja, prejšnji projekt je trajal 7 let. Prejšnji projekt je trajal 7 let. Je dosti teh projektov, ki si jih zažrtal, tako dolgotrajnih? Večinoma so zadnji projekti, katere sem delal, so večinoma dolgotrajni. Ampak recimo, da ta dva, Hawkshead 733 in pa Southwind, ta z plovbo po Mississippiju, sta pa dva, katere sta pa res, mislim, trajata več let. Ta projekt Southwind se pravi v celotno plutje po reki Mississippi bo zdaj premierno v galerijskem formatu prikazano v Mariboru v okviru Eko Bienala. To bo pa otvoritev 21. maja. No, upamo, da bo šlo še potem tudi v prihodnje v smer, da se bodo ti projekti lahko še izvajali podobni, ne? Jaz tudi upam. Okay.